Po 4 mesecih in 3 dneh ste se na tribuno stadiona z Dežele končno vrnili tudi vi. Pogrešali smo vas, lepo vas je bilo po dolgem času spet videti. Bili ste nam več kot potrebni za tekmo 32. kroga Prve lige Telekom Slovenije proti Domžalam. Gostujoči strateg Dejan Đuranović je v prejšnjem krogu s svojimi varovanci do zmage proti Sežani z 2-1 prišel v izdihljajih obračuna. Tokrat v primerjavi s tem srečanjem na igrišče od prve minute ni poslal Žiniča, Makovca, Ilića in Vuka. Namesto omenjenega kvarteta so začeli Vuklišević, Vujedinović, Fink in naš otrok Janez Pišek. Naš trener Dušan Kosić je tekmo začel z 11-terico, ki je v prejšnjem krogu iz Spodnje Šiške domov prinesla zmago. V prvem delu igre smo več ali manj videli boj med obema kazenskima prostoroma, z redkimi priložnostmi na eni in drugi strani. Prvi smo zapretili Grofje, ki smo v prvem delu igre imeli žogo več v svojih nogah. Po podaji Mitje Lotriča in Darija Vizingerja je do priložnosti prišel Ivan Božič, a njegov poizkus Mulalić odbil v kot. Do priložnosti so nekaj trenutkov kasneje prišli tudi Domžalčani. Matjaža Rozmana je ogrel svetlin. Žoga je po strelu Mitje Lotriča z roba kazenskega prostora prišla do Ivana Božiča, ki so ga centimetri ločili od vodilnega zadetka. Denis Marandići je poslal krasno žogo v kazenski prostor, kjer jo je zaustavil Luka Kerin in jo s konicami prstov potisnil mimo Mulalića v domžalsko mrežo. Celje Domžale 1-0, Luka Kerin. 7. letos v Prvi ligi Telekom Slovenije. Domžalčani so izenačili tik pred odhodom na odmor. Po podaji iz kota smo pozabili na Vujedinovića, ki nas je kaznoval in z glavo zatresel našo mrežo. Celje Domžale 1-1, Nikola Vujedinović. Grofje smo spet povedli na začetku drugega polčasa, v katerem smo bili izjemno učinkoviti. Podajo Luke Kerina je Jakob Novak prepustil za Mitjo Lotriča. Kapetan pa jo je v svojem slogu z roba 16 metrov izstrelil za hrbet Mulalića. Celje Domžale 2-1, Mitja Lotrič. Dario Vizinger je že v naslednji minuti žogo odložil v bližino bele točke. Pred Mitjo Lotričem in Luko Kerinom je posredoval Vuklišević. Advan Kadušić in Ivan Božič sta iz igre vrgla levi del domžalske obrambe. Husmani je pohodil Nina Pungarška, a je žoga prišla do Darija Vizingerja, ki jo je zabil v mrežo. 73. minuta, Celje Domžale 3-1, Dario Vizinger.
podeželju fuzbal igra. Naj pesem odmeva, naj sliši za vsak. Kdo šampion je, kdo je prvak? Nino Pungaršek je bil blizu zadetka tudi v zadnjih minutah. Njegov strel z roba kazenskega prostora je končal tik ob desni vratnici. V končnici smo prišli še do višje zmage. Napako nasprotnikove obrambe je s plasiranim strelom v daljši vratarjev kot kaznoval kapetan. 89. minuta, Celje Domžale 4:1, Mitja Lotrič. Od mesta, ki po češki grafih slavi, pod zvezdami tremi Celjani žive. Goreče za fuzbal in bije srce. Rezultat se po 18. zadetku Mitje Lotriča ni več spremenil. Grofje smo prišli do 17. zmage v tej sezoni, na naš račun je sedla že 61. točka letos. Stopili smo na prag Evrope. Do konca sezone prvo obrambo in prvi napad lige čakajo še 4 izjemno zahtevni koraki. Naslednjega bomo poizkušali storiti v nedeljo v Ljudskem vrtu. Ob 20:15 obračun z Mariborom si boste lahko gledalci ogledali samo v neposrednem televizijskem prenosu in sicer na prvem programu Planet TV-ja.